Otvoritev druge polovice prvenstva, ponovno z dvobojem v Ljudskem vrtu v središču zanimanja. Znova s tekmo, ki nikogar ni pustila ravnodušnega in je imela več mejnikov. Če jih sestavimo v odločilno celoto, bi šlo nekako tako. Vstop v igro Markosa Tavaresa, trenutek, ko uradni napovedovalec Smiljan Kreže pove, da se je v Ljubljani končalo z 0:0, kar poskrbi za novo energijo. Končala pa je tekma v Ljubljani Olimpija Celje 0:0. Potem pa še vstop Daliborja Volaša. In sledila je fantastična končnica. Volašu je zadostovalo le 64 sekund, da zabije 10. letošnji prvenstveni gol. Milec je v 73. minuti spravil žogo do Cvijanovića na desno stran, ta je z izjemnim predložkom v kazenski prostor opravil prvo polovico naloge, Volaš pa je z glavo usmeril žogo v mrežo. Za popoln preobrat je poskrbel gol Cvijanovića, ki redno trese mrežo nekdanjega moštva in končnici jesenskega dela sezone. To je že njegov 5. gol proti Gorici, odkar je prebivalec Maribora, a tudi 5. gol v zadnjih 5 ligaških krogih. Majer je v kazenskem prostoru spravil žogo do Tavaresa, ki je natančno poslal žogo čez vse igralce do Cvijanovića, njegov zaključek z dobro odmerjenim udarcem z glavo pa je poskrbel za novo zmago. Pa ja, moram reči, vsekakor, ko je rekel napovedovalec, da je Olimpija igrala 0:0, smo dobili nek dodatni motiv, da skočimo na 9 točk, da zabijamo gol, da pridemo do zmage, tako da na koncu, kot sem rekel, se nam je obrestovalo. V končnici je bilo še posebej vroče, tudi sicer pa med dvobojem prvo in tretje uvrščenega v hladnem sredinem večeru ni bilo mogoče igrati preračunljivo. Glede na vremenske razmere je pot do uspeha peljala z aktivno igro in ob dovolj visoki meri dinamičnosti. Gostje so se zanašali na uspešnost v fazi branjenja in niso puščali prav veliko prostora za mariborske napadalne akcije. Za ogrožanje vrat pa so stavili na protinapade v režiji Pluta, Visenteja in Galešiča. Vmes jim je uspelo priti do vodstva, ob edinem zadetku v prvem polčasu je bila usodna prekinitev. Prosti strel z roba kazenskega prostora je izvajal Galešič, poslal žogo pred gol, kjer jo je Plut preusmeril v mrežo. To je privedlo do mariborskega lova na izenačenje. Za uresničitev namena je bilo treba porabiti še več moči, toda kljub nizu zaporednih tekem, sredina je bila že 33. po vrsti v tem delu sezone, se je izšlo. Ja, kader ni mali, tako da to nas rešuje. Mislim, da trener lahko malo rotira in mislim, da je to glavni razlog, da smo na vseh teh, kako bi rekel, na vseh tekmovanjih dobro delujemo. Temperature po Sloveniji padajo, v Mariboru pa je vse topleje, trenutno že +9. Da bi dosegli namen, je bilo treba prestati še 3-minutni sodniški podaljšek in prav v zadnjih sekundah so imeli Goričani priložnost za izenačenje. Po kotu je z glavo usmeril žogo proti desnemu kotu Nejc Smevlja, Rajčević pa jo je izbil pred golovo črto in ostala je pri zmagi z 2:1, ki prinaša povečanje prednosti na 9 točk in omogoča mirno pot na naslednje gostovanje v soboto ob 15. v Lendavi. Tako je, čaka nas tekmec, kateri proti NK Mariboru igra dodatno motiviran, to je že velikokrat pokazal. Tam so tekme polne čustev, niso dolgočasne, polne tempa. Prepričan sem, da bo tudi veliko število navijačev, kljub temu, da je vreme tako, kot je. Kar se tiče NK Maribora, želimo imeti veliko prednost pred tekmeci, zato bomo šli s polno paro na zmago.